Jaz se spomnim, da je mene profesorka fizike, takrat v prvem, ker sem bil dober iz fizike in je hotela, da grem na astronomijo in mene tudi astronomija zelo zanimala in tudi danes, mislim tako, če ne bi bil oblikovalec, bi bil astrofizik sigurno. Akademija. Pozdravljeni o poslušanju podcasta Akademija, kaj ti je?, ki nastaja ob 80. obletnici delovanja Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Moje ime je Tine Lisjak, sem le eden izmed otrok Akademije in pogovarjal se bom z marsikaterim drugim. V goste prihajajo aktualni, bivši in večni študentje oziroma študentke, aktivni pedagogi in pedagoginje, nekdanji profesori in profesorice in nekega dne profesori, ter pravzaprav vsi ostali, ki jim kratica UL ali UO nekaj pomeni. S podcastom raziskujemo različne poglede, izkušnje, želje in napovedi v povezavi z Akademijo. Z vsakim izmed gostov se bom pogovarjal o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti Akademije, seveda skozi prizmo vsakega posameznika oziroma posameznice, saj je že po pisanosti Akademije jasno, da ima ta mnogo preoblek. Danes se nam je pridružil Strahinja Jovanović. Strahinja, umetniško ime Strio, je srbski oblikovalec, ki deluje v Ljubljani. Diplomiral je na ALUO in se ukvarja z grafičnim oblikovanjem, ilustracijo, animacijo ter umetniškimi instalacijami. Njegovo delo je bilo razstavljeno na več projektih, med drugim From Word to Image, kjer je raziskoval povezave med umetno inteligenco in vizualno komunikacijo. Prejel je nagrado Graphis New Talent 2025 za projekt The Fossil Design Tool. Poleg ustvarjanja tudi poučuje vizualne komunikacije na ALUO. Strahinja, pozdravljen. Pozdravljen. Kako si kaj na ta sončen, pozno spomladanski dan? Da budem iskren, končno en malo toplejši dan, ker te neke spremembe vremenske so takšne, da je čas toplo, pa pol ni toplo, pa ne vem kaj in sem tako, dajmo pa en teden, da je res toplo. Pa da vsaj vem, kako se oblečati. Pa da vsaj vem, kako se oblečati, ja res, tako da, ja. Daj mi malo povej, tlel sem prebral o tebi, o tem projektu The Fossil Design Tool. Imel sem težavo pravilno naglasiti besedo fosil, pa me sam zanima, kaj to pomeni. To je v sklopu magistrske naloge in na nek način, ko sem jaz že raziskoval te celične celularne avtomate, tako se kličejo, ali nasplošno digitalni mikroorganizmi, v bistvu sem ugotovil, da oni delajo neke strukture, ki zelo spominjajo neke fosile, nekaj, kar je izkopano. V bistvu tu se nanašam na besedo latinsko fossus, kar pomeni izkopan in na nek način to, kar dela, v bistvu ustvarja neka prihodnost in potem sem to združil z besedo futurus in potem so nastali fosili, tako da je to tudi takšna beseda. In se spomnim tega, da smo imeli celo debato, v bistvu ta beseda je bila nova in so rabili me pustiti zdaj na magistrski nalogi tudi napisati, zakaj fosil, kaj to zdaj pomeni, pa sem moral razlagati to kombinacijo. Super, zelo zanimiv. Sicer sem od tebe kar vajen nekih zanimivih ali končnih projektov, velikrat pa tudi v bistvu napovedi projektov skozi ali zanimiv naslov, zanimivo napoved, opisno in tako naprej. Zdaj se mogoče vrneva v čas pred tvojim začetkom obiskovanja Akademije in glede na to, da ne prihajaš od tu, ampak si iz Srbije, me sploh zanima, kako si ti prvič slišal za ALUO. Jaz sem končal gimnazijo, naravno matematično smer in v bistvu sploh nisem imel oblikovanja niti umetnosti. Sem se v bistvu v prostem času ukvarjal z risanjem in slikanjem, ampak sem imel zelo matematike, fizike in kemije in to vsak teden
ampak istočasno sem bil del Petnice, to je tak znanstveni center v Srbiji, ker v bistvu se ti prijaviš kot đak in pol to oni spremijo na neke seminarije. In jaz se spomnim, da je mene profesorka fizike, takrat prvem, ker sem bil dober iz fizike in je hotela, da grem na astronomijo in mene tudi astronomija zelo zanimala in tudi danes, mislim tako, če ne bi bil oblikovalec, bi bil astrofizik sigurno. In me je zanimalo in potem sem gledal ta flyer, ki smo ga dobili in v flyerju čisto na koncu je pisalo dizajn in potem sem bil tako, mogoče kaj, da se pravimo še na dizajn in potem sem bil 4 let v sklopu tega programa in sem se ful naučil res in to so bili res nori izkušnje, profesori vse in na nek način ono, kar sem jaz hotel je nekaj več in pol so se neke možnosti pojavile tukaj in sem slišal za Aluo tudi tam in sem tudi videl kako se prijavlja te možnosti in to in pol sem se prijavil samo na akademiji, nič drugega nisem v bistvu vzel v obzir takrat. Pustil si astrofiziko za sabo? Astrofiziko za sabo, ja, in prijavil se, spremal se, ker tudi ta prijava takrat, oni so sprejeli, mislim, na akademiji samo enega tujca na vsakem tem oddelku, ne. In se spomnim takrat, ko smo imeli ta sprejemni izpit, to so mi zdaj super prijatelji, ampak takrat se spomnim, kako smo se vsi tako gledali, čudno, na tem sprejemnem izpitu na začetku, delali te naloge, vsak zase, ampak ja, iz tega so se porodila neka prijateljstva. Super. Kaj pa je zate pomenila akademija, kakšno težo ti je nosila institucija, kot je akademija? Pa, mislim, sama beseda, veže za neko vzvišenost, da smo mi neki akademski ljudi, ki v bistvu določeno tematiko obravnavajo z neke distance in tudi obravnavajo vse splošno, na nek način celo njeno okolino in kaj vse ona. Nismo fokusirani na eno piko, ampak gledamo res neko širino in mislim, da ta neka vzvišenost, akademska, sama beseda, akademija, je nekaj, kar mislim, da je zelo pomembno. Sicer tukaj je zdaj, ko govorimo o akademiji, mislim, še vedno in danes imamo to debato med umetnostjo in oblikovanjem, a je umetnost, mislim, to moramo vseeno ločiti, zato imamo vizualne komunikacije, ko v bistvu niso umetnost, ampak so oblikovanje. Tako da, ja. Okay. Zdaj imaš par let akademije že za sabo. Kako jo pa zdaj razumeš? Je kakšna razlika med kako si jo prej in kako je zdaj? Je neka diskrepanca tle? Pa, kaj reči? Misliš, kakšne so razlike v razumevanju same akademije? Pa jaz mislim, mislim, še vedno je ostala ta neka beseda, ista. Zdaj okolina, v katerem se ona razvila skozi tih 5 let, se seveda spreminjala. Ni vse isto v tem času. Mislim, da je ona veliko nekih stvari znotraj svojih programov poskušala spremeniti in še vedno spreminja in nadgrajuje in jaz mislim, da se trudi biti v koraku z drugimi inštitucijami, ker jaz sem tudi bil na Finskem, na Aaltotu in vidim to razliko, z našo akademijo, tudi v smislu prostora, pa nečesa drugega. Tako da, ja. Mogoče lahko poveš na tem mestu še malo več o tej tvoji izkušnji na Finskem, na Aalto šoli, pa ne nujno sploh v primerjavi z akademijo, ampak kakšna je, bila tvoja izkušnja kot študent iti nekam drugam, sploh na neko tako prominentno šolo, kot je Aalto? Ja, mislim, jaz sem prišel iz Srbije, v Slovenijo in po 2 letih še enkrat jaz sem bil prvo samo za en semester na zimski in zame je to bilo, mislim, jaz sem hotel iti na Aalto.
Res, to je ena res dobra inštitucija in se spomnim takrat zvečer ob 10, ko sem imel to letalo in šel tam. Plus je bila korona, pa sem moral eno mesec kasneje iti in potem smo prišli na to, na samo Finsko, pa tudi na Alto in vse je bilo zelo utopično. In mislim, da še vedno je na nek način. Takrat jaz sem v bistvu bil BA, ampak ker so vsi študiji v BA so bili na finskem jeziku, bili v bistvu zelo malo nekih tujih študentov, oni so mene dali na MA program. In tam je bilo ful enih ljudi iz celega sveta in je zame ta raznolikost med ljudmi v bistvu bila zelo pomembna, ker sem poznal ljudi in danes se slišim z njimi in iz Italije in iz Indije in iz drugih dežel in res to je bilo ena super kulturna izkušnja, spoznati vse te različne kulture z ene strani. Pa tudi sam program je bil takšen, da karkoli si v bistvu poželel, da imaš in karkoli si rabil, da so ti dali in nikoli ni bile neke omejitve. Naprimer, jaz se spomnim, oni imajo zelo veliko listo nekih programov in edina stvar, ki je tam, je, da ti moraš takoj, da se prijaviš na ta program, ker če se ne prijaviš, da ga izpolnijo takoj. Tako malo, kakor pri nas pri izbirnih predmetih. Ja, ampak tam je z veliko enih predmetov tako in vsi čakajo ta dan zjutraj in da ti res čekiraš in da greš notraj, ampak ni bilo nobene omejitve, če si hotel več. In jaz se spomnim, da sem na koncu imel 72 kreditov, ker sem šel še na elektroniko, pa sem šel še na še en predmet, da se ne spomnim točno kaj in je bilo meni to, pa smo se učili nekaj, Arduino, pa kako delati z elektronom. Mislim, neke osnove, mi je to bilo noro in se spomnim, jaz sem bil vsak dan od 9 zjutraj do 9 zvečer, tam, ker imeli so še en prostor skupni, za oblikovalce in tam smo se ful družili in je bil res, ta prostor je bil res pomemben za vse nas tam. Eno od tvojih, kako bi rekel, izpeljank iz tvojega imena ali pa aliasov je tudi abstrahinja, pa mi je v bistvu, vedno mi je bil všeč, ker se mi je zdelo, da se po eni strani ukvarjaš zelo konkretnimi tematikami ali pa problemi ali pa tehnologijami, istočasno imaš pa mentalno mogoče malo bolj abstrakten pristop. Ja. Kako si lahko to definiranost in hkrati abstraktnost znotraj svojega oblikovanja združeval? To je nekaj, kar sem si jaz učil že v srednji šoli, ko sem bil v Petnici, da v bistvu eno temo raziskujem iz vseh možnih vogalov in zame mene so skozi vprašali, ti zdaj moraš, da se specializiraš, a boš, ne vem, na koncu tipograf, ali boš, ne vem, grafični oblikovalec, pa se ukvarjaš, ne vem, samo z knjigami ali nekimi drugimi, jaz nikoli nisem hotel tega. In še vedno mislim, da je za oblikovalca v bistvu zelo pomembno vedeti vse ostalo razen oblikovanja. Oblikovanja se zelo lahko naučiš, ampak znanje okrog tega je zelo pomembno in da veš filozofijo in matematiko in fiziko in kemijo in biologijo in vse te znanosti, ker vsaka znanost bo prispevala k tvojim oblikovanjem sorazmerno pri projektih. In mislim, da je to neka logika, ki jaz in danes imam pri projektih in tudi, ko imam klienta, poskušam se nek način poglobiti v njegovo panogo, s katerim se ukvarja in pol videti, kako v bistvu iz nekih različnih vogalov priti do rešitve. Meni je v bistvu zelo všeč in danes mislim, da je to eno od boljših sistemov, Bauhaus sistem, ker so ljudi učili matematike in vseh drugih znanosti, ker v bistvu oblikovanje neko lepilo, združevanje različnih stvari, pa tudi ni samo lepilo, ampak je odgovor, ko v bistvu mi moramo odgovoriti na neka socialna vprašanja, družabna, skozi naše forme, ki jih ustvarjamo. Tako da vedno na nek način sem se jaz, imam to neko mentaliteto v glavi, v bistvu, da združujem abstraktno in na koncu nekaj, kar je figurativno v neko celoto. In tukaj nimam omejitev in nikoli mislim in upam, da se nikoli ne bom omejeval s tem. Tako da. Super. A pa se ti zdi, da je ALUO recimo dober prostor,
prostor, ki je podpiral to vrsten način dela in razmišljanja, kakor si ti? Pa, jaz sem imel, kar se tiče samih konceptov, mene noben ni omejeval v smislu konceptov in ustvarjanja konceptov. Tako da mislim, da je to, ker v bistvu koncept, ki ga jaz ustvarjam, je tak, da je zelo širok. In pri tem ustvarjanju noben ni bil tukaj, da je rekel, zdaj pa se. Tako da mislim, da kar se tiče nekega konceptualnega razmišljanja, tu mislim, da smo dobri, ne, v smislu, kako sestaviti neko določeno formo, obliko ali tako naprej, ampak da res razmišljam iz neke širine, tako da iz te strani mislim, da ni bilo omejitve, sicer pa mislim, da moramo, da napredujemo v nekih drugih stvareh, ne, da v bistvu poleg nekega koncepta rabimo še to neko prakso oziroma tehniko in res obvladati tehniko do konca, ker mislim, da akademija rabi nadgrajevati. Tako da učiti se in tiska od začetka in tehnik in mislim, da bi vsak grafični oblikovalec moral vedeti vse druge tehnike, naprimer, in vedeti, kako se ukvarjati z glino in steklom in z drugimi materiali, ne samo s papirjem, ker v bistvu, kolikor več ve, bo več možnosti za njega, da pride do neke nove forme. Ja, ampak mogoče, če vsak zna vse, se potem že, veš, mogoče na koncu ni niti več toliko razlike med posamezniki, mogoče je čist fino, da je nekdo bolj za to, pa nekdo bolj za to in se tudi tako lahko, ustvari nek... To absolutno, nobenemu ne bo vse všeč. Vedno bo nekdo rekel, da mu je, ne vem, keramika ali pa steklo bolj všeč kot druge stvari. Ja. Nekdo pa bo rekel, da mu je vse všeč in da zdaj hoče to v bistvu inkorporirati. Ampak jaz mislim, da ena stvar je, da oblikovalec nikoli ne sme imeti stila. On vedno mora, da se prilagaja naročniku in mislim, da on vsakič mora, naročniku, klientu, projektu na to. On vsakič mora na nek način imeti to v mislih, da on oblikuje za njega, ne pa zase. Tako da kakšna sredstva, orodja, tehnologijo bo uporabil, vse odvisi od samega klienta, projekta in tako naprej. To je v bistvu kot pri oblikovalcu. Tako da iz tega pogleda mislim, da on rabi vedeti neke osnove vsega, da bi se čim bolj približil določenemu problemu, ker na koncu on je tisti, ki rešuje nek problem, a je to funkcionalen, a je to družaben ali nekaj drugega. Ja, jasno, super. Drugače, ko si omenil abstrahinja, zdaj pa počasi spreminjam to na abstrahinja, ker mislim, da, ali pa abstrakt, zato ker mislim, da je ful bolj poveže mene kot osebo, v bistvu, s čem se jaz ukvarjam. Abstrahinja. Ja. Mislim, meni je bil par let nazaj, sem po mojem prvič videl, pa sem si mislil, fucking genius, pa še direkt tep paše, ne, drugo je, če bi ti pač nek tam strahinja, nek drug strahinja, pa da bi si imel abstrahinja, bi mislil, ok, clever, ampak tako od tebe se mi zdi pa, da je kar zadelo terno. Veš, kaj me še zanima, mogoče malo tako romantično vprašanje, ampak glede na to, da nisi od tu in si prišel iz Srbije na institucijo, na faks, torej na nekaj, kar vzame velik del tvojega vsakodnevnega časa. A si uspel ALUO sprejeti ali pa se ti je ALUO predstavil kot nek dom stran od doma? Definitivno. Jaz sem prišel tukaj, nisem vedel niti jezika, nič nisem vedel. To je bilo težko, ampak po nekem času se prosto naučiš in navada zelo vpliva na to in seveda vsakeč obstaja neka nostalgija, neka reflektivna nostalgija, ampak jaz mislim, da jaz vedno, naprimer, to se spomnim, ko sem še bil na Finskem, nekdo me je vprašal, where is your home, in sem tudi imel en tak mini projekt glede tega, ker sem se jaz tudi vprašal, kaj je pa zdaj moj dom, a je dom v Srbiji doma, ali je dom zdaj v Sloveniji, ker sem že nekaj časa v Sloveniji, pa tudi se veliko pogovarjam v slovenščini in kulturno sem zelo asimiliran in zdaj imam pa neko, zdaj na primer, ko grem doma, se pravi v Srbiji, rečem, da grem doma,
ko sem v Sloveniji, pa onda rečem, da grem doma. Tako da na nek način sem to poskušal v glavi distancirati, ampak jaz mislim, da je še vedno akademija bil nek moj dom in tudi mislim, da sem tam eno najlepših prijateljstv sem dobil na akademiji. Tako da in to so bile res lepe izkušnje in lepi dnevi in tako da. Super, prav lepo slišati. Mogoče ostaneva še malo pri ALUO-ju, pa ne več v študentskih časih tvojih, ampak se mogoče malo obrneva proti temu, da si tudi sprejel neko pedagoško vlogo na ALUO-ju, pa me zanima, kako je bilo videti iz druge strani enak proces, oziroma kaj si ti vnesel v ta proces kot pedagog? Ja, mislim, jaz sem zelo nov v teh pedagogiji. Zdaj ne moram reči, da sem pedagog. Prej bi rekel, da sem v bistvu nek asistent ali pa nekaj demonstrator, nekaj, kar je v bistvu poskušal izvajati ali naučiti dosti študente nekaj novega, seveda s mentorima. In jaz sem, mislim, neka moja želja je pedagogija in verjetno vidim nekje sebe v tem. In enkrat, ko se postaviš, pa mislim, jaz se nikoli nisem učil kot predavatelj, da zdaj sedim in da jaz sem vedno stojal in vedno sem jih gledal vse študente in sem čutil neko distanco, ampak sem poskušal, da to distanco zmanjšam čim več. Nikoli nisem hotel, da je ta distanca preveč, ker sem v bistvu poskušal s študentom čim več približiti pa razumeti vsakega. Pri nas je dobro, da je 10, pa lahko se vsakemu malo prilagodiš, pa vidiš v bistvu. Ja, ali hočem reči, da verjetno to, da niso razredi veliki, ful olajša ta proces. Ful olajša, da v bistvu vsakemu se malo prilagodiš in točno veš, kaj mu manjka, kaj je potrebno. In jaz se spomnim, na primer, da je to bilo ful zanimivo, ker pridemo v 9-10 zjutraj in vsi so taki tako. In zdaj jaz tako rabijo vsi na računalniki, ker sem jaz takrat malo učil P5, ta JavaScript jezik. In takrat se spomnim, da sem tako gledal spet, ok, dajmo zdaj vstati, gremo delati vaje, malo da se razbudite vsi, ker ste vsi celi bogi. In pa so vsi tako vstali in so 5 minut delali, ko malo se razgibavali, da sploh začnemo, da sploh imajo vklopljene možgane, da lahko razmišljamo. Tako da jaz sem poskušal, da jih čim bolj na nek način z njimi neko interakcijo spostaviti. Tako da je bilo aktivno. Pa tudi zdaj, ko sem imel tečaje, mislim, da je bilo zelo aktivno. Ja. Super, the best. Govoril si tudi o tem, da si tekom študija že opazoval spremembe na ALUO, kako se programi malo razširjajo, kako se dodaja nove vsebine, ki se jih poučuje, mogoče ne toliko žurno, kakor bi si kdo to želel. Pa me zanima, kako misliš, da bo to izgledalo v prihodnosti, kaj je ALUO-jeva naloga, sploh kot recimo primarna ustanova na področju umetnosti in oblikovanja v Sloveniji? Pa jaz mislim, da rabimo se malo več biti interdisciplinarni in mislim, da se malo več rabimo povezovati in razumeti druge. Oblikovalec ni umetnik, niti umetnik oblikovalec. In jaz mislim, da lahko je, pa je. To seveda lahko je, obstajajo takšni ljudi, obstajajo oblikovalci, ki imajo svoj stil, ampak hočem reči, da mora da obstaja neko razumevanje večje, in mislim, da se moramo povezovati z drugimi akademijami, in z glasbo, in z dramsko, in z drugimi, zato ker mislim, da skupaj lahko ustvarjamo res nekaj novega. In jaz mislim, da sem to zelo začutil, ko sem bil na Erasmus, v bistvu kako lahko več nekih panog funkcionira skupaj in združuje skupaj neke tematike in mislim, da nam to manjka. Glasba je zelo povezana z oblikovanjem in to je ena zadeva, ki mislim, da lahko se izboljšamo. Seveda je tu neki prostor, ampak naprimer meni je zanimivo okrog tega zdaj. Jaz se spomnim, ko smo bili na Finskem, pa je stavba bila zelo urejena.
Ne, bilo je vse novo, vse je bilo luksuzno, ampak ljudi, s katerimi sem se jaz bil, pa pogovarjajo, so govorili, da bi hoteli iti nazaj, ker so bili nazaj v tovarni. Nekaj z več karakterja. Ja, zato ker so lahko, vsako steno so lahko barvali. In so rabili to ekspresijo, a ne, da v bistvu, ne vem, zdaj tam vsako steno farbajo, da je pač lom, a ne kaos, da v bistvu iz nekega kaosa ustvarjajo nek red. Mislim, da to tudi do ene mere zdaj imamo na akademiji, iz nekega kaosa delamo nek red. Tam je pa naprimer to manjkalo, zato ker vse je bilo urejeno, ne? In zdaj v tem urejenem prostoru zdaj nekdo naredi neko napako, je v bistvu to neka napaka, ne neka pozitivna napaka, ki bi lahko bila uporabljena za nekaj. Tako da ja, meni je naprimer ta analogija zanimiva v smislu ustvarjanja nekega novega prostora za Aluo, tako da vedno mora da obstajajo neki prostori za kaos. Ja. Hočeš reči, da tudi če bi slučajno Aluo dobil novo, moderno in luksuzno stavbo, mora ostati ta del, kjer si lahko dovolimo kaos in poseči v samo strukturo, tako fizično, kakor tudi mogoče pojmovno. Ja. Mislim, da obstajajo takšni prostori. Zato, ker mislim, za oblikovanje zelo pomembno, pa tudi z umetnosti je zelo pomembno delati napake. In v bistvu enkrat, ko napako obvladaš, to več ni napaka, ampak je nekaj, kar lahko uporabiš. In mislim, da mi rabimo delati več napak. In napake lahko delamo samo, če ustvarjamo nek kaos ali pa, ne vem, ali pa ustvarjamo imamo takšno okolje, v katerem lahko se to zgodi. Tako da ja bi rekel, da je to pomembno, da v bistvu imamo takšne neke prostore, ki smo lahko čist svoji in da nas noben ne omejuje. Mislim, tako je, kako je. Potrebna je sprememba. Mislim, je, ampak zdaj z ene strani res moramo tudi, da se potrudimo, da se ta sprememba zgodi, mislim zdaj pedagogi vsi skupaj. Mislim, da res mora, da obstaja neko razumevanje med vsemi ljudmi, ki delajo v to inštitucijo, da v bistvu delamo nekaj za študente. Ja, ampak mislim, da problem ni več to, da bi znotraj akademije kdo ne razumel, da to rabimo, ampak da preprosto te, ki bi nam mogli to omogočiti, ne vidijo vrednosti v temu, vsaj ne toliko nujno, da bi se to zgodilo pred nešteto drugimi projekti. Mislim, jaz spomnim, ko smo bili na Animateci, ker sem bil v tem nekem študentskem žiriranju in takrat sem bil s temi kolegi iz akademije Agrafeteja in smo se res pogovarjali o tej neki povezavi in v bistvu je fulene povezave, tako, res s filmom, z ne vem drugimi stvarmi in oni so tudi začutili to, da je potreba za tem, ne. Tako da jaz bi prej razmišljal o tem, da je nek kampus. Mislim, da je kampus dosta potreben. Sam Agrafete je zdaj dobil novo, iz česar sigurno ne bojo šli tam zraven, pa prav zelo veliko prostora za nek Aluo ni. Mislim, istočasno sem jaz mnenja, da je Ljubljana vsem toliko mala in da je ful paše to, da je študentsko mesto, ne? Da je sama Ljubljana en mal večji kampus, bi pa sigurno lažje skočil do kolegov na Agrafete, če bi bili čez cesto, kakor če so čez 6 avtobusnih postaj. Ja, saj to. Ja. Jaz se ti zahvaljujem za udeležbo in za super komentarje in pogovor. Akademija. Hvala. Kaj ti je? Akademija. Kaj ti je? Kaj ti je? Akademija. Kaj ti je? Akademija. Kaj ti je? Akademija. Kaj ti je?